Zdaj pa mislim, da smo vsi se zbrali, da smo se tehnično vsi podkrepili in da smo vse inštalirano, kar je potrebno. Dragi prijatelji projekta Maj, dragi udeleženci webinarja z naslovom Slovenščina, veliki in mali jezik, pozdravljeni. Moje ime je Vesna Hodnik in programsko vodim projekt Maj, torej mreža Alpe Jadran. Projekt poteka že 3. leto zapored. Letos smo seveda zaradi prilike razmer bili prisiljeni iti na splet, tako da smo izvedli letošnji 4. webinar oziroma online prireditev. Tudi zaključna prireditev Maj 2020 se bo odvila na žalost preko spleta in ne v živo, ampak za vas pripravljamo eno zanimivo presenečenje. Seveda boste vsi vabljeni in obveščeni, kaj se bo dogajalo in res prisrčno vabljeni. Sicer pa je projekt Maj pravzaprav povezovanje mladih, proaktivnih mladih iz zamejske Slovenije in pa Slovenije. Torej z nami sodelujejo mladi iz cele regije, iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Madžarske, seveda Avstrije. In vedno smo ena zanimiva druščina mladih, ki razmišljamo pozitivno, ki se želimo povezovati in želimo med seboj sodelovati. Tokratni webinar smo organizirali na pobudo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Hvala predsednici Barbari Riman in pa sodelavki na reki Saši Kernjak-Zupkovič, da so pomagali organizirati to vsebino in pripeljali tako zanimivega gosta. Pozdravljen naš gost, dr. Klemen Lah. Dobar dan. Videli smo, da se javljajo iz Istre, pa iz Kanalske doline, pa Koroške, Trsta, skratka spet Madžarska, cela regija je ponovno tukaj. Ampak predno začnemo vajin pogovor, ki ga bo vodila Barbara, bi prosila gospoda Feliksa Vizerja, ki je idejni vodja projekta Maj in velik zagovornik povezovanja mladih v tej regiji, za par uvodnih besed. Feliks? Hvala, Vesna. Bom zelo kratek. Mi, ki živimo v tem alpsko-jadranskem prostoru, se moramo zavedati, to je naš dom, to je naša domovina, širša domovina, to je naša regija. In če mi ne bomo aktivni in ne bomo pomagali pri povezovanju, predvsem mladim, ki nimajo vseh možnosti, potem bo v naslednjih 10 letih ta regija manj uspešna. Bolj se bomo povezovali, bolj se bomo učili jezikov, bolj bomo sodelovali, bolj bomo uspešni. Tudi korona nas ne bo ustavila, mi bomo skozi to leto šli, pa še drugo leto, mogoče pol leta, in se bomo potem spet srečavali, tako kot smo se v zadnjih 2 letih. Jaz bi tukaj rad posebej se zahvalil Barbari Riman, ki je takoj razumela, da moramo vključiti tudi Hrvaško in Istro Hrvaško in celo regijo. Zahvalil bi se, Vesna, tudi tebi, ki si tudi v teh cajtih, ko je bilo težko, vedno imela voljo, pogum. Predvsem pa sem vesel, da bomo danes spoznali gospoda Laha. Zelo me zanima, ker je res tako, da imamo Slovenci pogosto nek gen, pa ni gen, to je zgodovinsko dejstvo, da radi mislimo, da je naš jezik manj vreden od drugih. In zato z zanimanjem pričakujem današnjo diskusijo in bi se vam še enkrat vsem zahvalil. Hvala lepa. Hvala, Feliks. Midva s Feliksom zdaj izginjava iz ekranov in prepuščava odr tebi, Barbara, prosim, vklopi mikrofon, in pa vam, gospod Lah. Se veselimo vajine diskusije. Jaz bom v ozadju poskušala tehnično vaju podpirati, če karkoli ne bo, pa smo vsi navajeni, da kdaj malo kaj zaškripa vmes. Hvala. Jaz zdaj kar prevzamem besedo. Pač prvo bi pozdravila vse udeležence današnjega virtualnega srečanja. Lepo pozdravljeni. Čeprav nisem vajena takega načina komunikacije, da vsakdo sedi v svoji sobi, ampak se žal moramo tega navaditi. Danes imam izjemno čast postavljati različna vprašanja o slovenščini dr. Klemenu Lahu. Dr. Lah, pozdravljeni. Dobar dan.
Preden začnem z vprašanji, bi samo na kratko predstavila današnjega gosta. Dr. Lah je študiral sociologijo ter slovenski jezik in književnost v Ljubljani. Leta 2009 je na Filozofski fakulteti v Zagrebu doktoriral iz študija književnosti. Poučeval je na številnih šolah, deluje tudi kot publicist. Danes pa je predavatelj na Srednji Valdorfski šoli v Ljubljani in je tudi nam na Hrvaškem zelo pomembna oseba, saj je lektor na 2 fakultetah, in sicer na Filozofski fakulteti v Zadru in na Filozofski fakulteti na Reki. Drugače, koliko sem slišala, pa ga študenti imajo zelo radi in je interes za lektorat slovenskega jezika kar velik. No, preden začnem z zelo težkimi vprašanji, ki sem jih pripravila, moram se zahvaliti tudi lektorici slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Zagrebu, Simoni Gotal, mislim, da je tudi danes ona tu prisotna, ter njenim študentkam, ki bodo danes spregovorile o slovenščini, Dori Boškovič, Loreni Herman in Ani Šegina, z oddelka za južnoslovanske jezike in književnost pri Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. No, preden začnemo z vprašanji in z diskusijo, pa predlagam, da pogledamo prvo izjavo naše študentke Ane, prav? Zakaj slovenščino? S tem vprašanjem sem se velikokrat srečala med študijem, tudi jaz nisem vedela prav zakaj. Moj odgovor je vedno bil, da nisem vpisala to, kar sem hotela, in me je življenje prosto pripeljalo do slovanskega jezika. O tem jeziku nisem vedela ničesar, ampak s časom sem ugotovila, da je to popolnoma cool jezik in da ni tako enostavno, kot si pravijo. Ko se bliža konec študija, si zavedam, da je slovanski jezik obetaven jezik in da z njim ima bodočnosti. Mislim, da je dobro poznati jezik države, v katero se lahko preselimo. Navsezadnje sva blizu. Mislim, da če bi se nekega dne preselila tja, bi mi bilo veliko lažje, ker bi znala jezik. Vidim, da tudi veliko podjetij v Zagrebu išče ljudi z znanjem slovenščine in tega sem zelo vesela, ker bom končno lahko vsem, ki so me vprašali, zakaj slovenščino, povedala, zakaj slovenščino. Jaz se opravičujem, tehnika v zadnji, ker ni bilo videa. Je v redu, smo mogoče bolj poslušali kot pa gledali, tako da nič slabega. No, Klemen, prvo bi spregovorili o temi maternega jezika. Zanima me, kaj je to materni jezik in kakšna je razlika med maternim in materinim jezikom. A sem jaz to dobro rekla? Zelo lepo si povedala, ja. Slovenščina loči materni jezik in materin jezik. In včasih je to isto, ni pa nujno. Ne bom rekel včasih, ampak pogosto je to isto, da je jezik, ki ga govori mati, naš materni jezik, to je jezik, v katerem prvem spregovorimo. Je pa tukaj pravzaprav ena dilema včasih, ko se z učenci in študenti pogovarjamo, kaj je njihov materni jezik. Naše območje, v katerem živimo, je, tako kot je že prej gospod Vizar povedal, Alpe Adria je zelo večjezičen prostor. Tukaj živi mnogo narodov, veliko je te medjezikovne dragocenosti. Veliko je tudi parov, torej, ki prihajajo z različnih jezikovnih področij in otrok, ki začne poslušati starše, pogosto na teh krajih, sliši 2 jezika. In se sprašujemo, oni me prav vprašajo, pa kateri jezik je torej moj materni jezik, kateri je moj jezik. In ko razpravljamo, smo ugotovili več stvari, da je materni jezik lahko ne samo eden, ampak sta lahko tudi 2. Ampak da je tisto, kar je pomembno za materni jezik, kar skupaj ugotavljamo, pa je, da ne gre samo za sporazumevanje navzven, ampak materni jezik tisti, s katerim se sporazumevamo tudi navznoter, s katerim se pogovarjamo samim seboj. Pa ne samo v monologih čez dan, ampak tudi v sanjah, tudi ko čustvujemo, ko skušamo obesediti ta naša notranja razpoloženja.
za tisti jezik lahko rečemo, da je materni jezik, v katerem zaznavamo najbolj intuitivno. Je pa zanimivo, recimo, usoda češkega pisatelja Milana Kundera veliko pove o maternem jeziku. On se je rodil na Češkem in bil izjemen pisatelj v češčini. Roman Neznosna lakost bivanja je dosegel izjemen uspeh. Žal je potem Milan Kundera moral emigrirati v Francijo zaradi režima na Čehoslovaškem. In ko je dolgo živel v Franciji, je v nekem trenutku ugotovil, da mora začeti pisati v francoščini, da izgublja vezo z maternim jezikom. Ampak vsi, ki beremo njegove romane, smo ugotovili, da se je nekaj zelo spremenilo. Izginila je neka čarobnost, ki je bila v njegovih delih. Še vedno piše izvrstno, vendar je ta dela, ki jih je napisal v francoščini, niso več to, kar bi rekli. Ni več Milan Kundera, kot smo ga poznali. In to je ta razlika med maternim jezikom, ki črpa, kot bi rekli, iz najglobljih vrtin, seže najgloblje, in pa jezikom, ki se ga naučimo pozneje. Nekje sem prebrala, da so številke tiste, ki so pač zadnje, ki jih človek v možganih nekako sprejme, in potem so mi rekli tisti, ki govorita dva jezika, recimo, da pravzaprav v trenutku, ko so začeli šteti tudi v tem drugem jeziku, da so ga, na primer, sprejeli popolnoma. To je kot ena taka zanimivost. Rekel si, da lahko imamo več maternih jezikov, da otrok ima več. 2, 3, koliko? Načeloma, če jih imamo več, imamo ponavadi 2. Enega, ki je materin, in drugi, ki je očetov. Vem, da se slovenščini materni jezik. Lahko pa je to celo jezik, mogoče pa celo tretji jezik, to je jezik okolice. Se pravi, tudi imam nekaj dijakov, študentov poznam, ko sta recimo starši so prišli v drugod, oče je Italijan, mama je Makedonka, otrok pa raste v Sloveniji. In vsi tri jeziki so njegovi, bi rekli, jezikovni ekosistemi. In včasih se zelo težko odloči, v katerem jeziku. Najbrž je podobno v Švici, si predstavljam, za te otroke, ki odraščajo v tem res večjezičnem okolju. Ampak nič hudega, vse to nas bogati. Res pa je, da imajo včasih ti dijaki ali študente malo več težav potem z osnovnim maternim jezikom. Pomembno, če bo kdo od teh slušateljev šel skozi tako družino, je, da starši vztrajajo vsak pri svojem jeziku. Torej, ko nagovarjajo otroka, je pomembno, da ne mešajo jezikov med seboj. Mati govori torej svoj jezik, oče govori svoj jezik in otrok bo potem lepo ločil in se učil oba jezika. Ni pa dobro, če prehajamo z enega jezika na drugega, isti govorec. To je potem za otroka težje. Ja, potem pa stane ena mala mešanca v glavi, pa več ni siguren, katero besedo v ta pravem trenutku potem povedati. Omenil si, da nekateri ne vedo, kateri je njegov jezik, materni jezik. Kaj to pomeni? Ko damo vprašanje, slovenščina, kateri jezik je vaš materni, so te govorci, ki so se rodili v večjezičnih družinah, pogosto negotovi. Najbolj jim ponavadi pomaga vprašanje, ko jim rečem, pa v katerem jeziku sanjaš. Aha, razumem. Se pravi, da tudi včasih tudi v kakšnem drugem jeziku, ampak kateri jezik prevladuje, ker te sanje pa so tisto najbolj naša prvinska plat. Za materni jezik je še nekaj značilno, to je zelo čustven jezik. To je jezik topline, to je jezik prvih let našega odraščanja, to je jezik, v katerem se počutimo varno, v katerem se zbujajo asociacije, ki so najbolj primarne. Tega pozneje ne moremo več pridobiti na tak način. In sanje so bliže temu, gremo bolj v te globlje plasti, skoraj arhetipske. Razumem. Ko sva se menila, potem si tudi omenil, mislim, to, kako bo koncipirano ta pogovor, potem pa si tudi omenil jezikovno samozavest. Kaj je to? In kakšna je naša jezikovna samozavest? Jaz bi rekel, da glede na veličino slovenskega jezika je premajhna. Tale dilema, ki jo imamo v naslovu, mali ali veliki jezik, je seveda zame bolj ali manj retorična. Namreč, kadar se pogovarjamo in jih vprašamo, je slovenščina mali ali je veliki jezik, pa mi rečejo mali, pa pogledajte, koliko nas je govorcev. Slovenščino govori tam nekje, številka se giblje okrog 2,4 milijona ljudi, 2 milijona 400 tisoč. Znotraj Slovenije okrog 1 milijon 800 tisoč ljudi.
Ta številka se nam mogoče res lahko zdi majhna v primerjavi z velikimi jeziki, kot sta angleščina, nemščina, kitajščina in podobno. Vsekakor pa ni majhna, če pogledamo število jezikov. Število jezikov na svetu ne bi bilo tam okrog 3 do 6 tisoč. Težko je včasih določiti, kaj je dialekt, kaj je jezik. Tako da je tukaj širok razpon. Ampak slovenščina po številu govorcev sodi skoraj med prvih 100 jezikov. Kar pomeni, da je velik jezik. Ni veliko jezikov, ki bi imeli več kot 1 milijon govorcev. To je tudi hrvaščina. Ja, zelo zanimiv podatek. Ja, se včasih tudi počutijo majhni, pa nismo. Če pogledamo jezike, in gotovo nismo majhni, če pogledamo, kako smo obstali. Koliko velikih jezikov je pravzaprav že izginilo, kot je recimo bretonščina ali kakšni drugi jeziki. In pravzaprav vsak dan jeziki izginjajo, ne? Tako, slovenščina pa trmasto vztraja. Ima neko izjemno preživetveno voljo in glede tega je zame to tudi velik jezik. Ampak to sta 2 argumenta, ki mi ne bi mogoče prepričala. Tretji argument, zakaj pa mislim, da je res veliki jezik, je pa njena izrazna zmožnost. Kaj vse lahko izrazimo? Kako lahko z lahkoto recimo tvorimo besede? Ja, to je velik problem, če človek uči slovenščino. Kakšno je naše besedotvorje? In pa zadnji argument, do katerega bomo najbrž še prišli, slovenščina ima zelo živo dvojino. Temu naši pesniki rečejo, je ljubezenski jezik. Je jezik, ki ve, kako je živeti v dvoje, kako je bivati v dvoje. Bi rekel, tega pa res nimajo vsi jeziki. In jaz upam, verjamem, da če bomo imeli večjo samozavest, te nam pa manjka, žal, in začeli bolj ceniti slovenski jezik, je to jezik, ki bo prinesel še veliko lepote. Jaz včasih primerjam z ekologijo. Tako kot nam je fino, da imamo ekološko pestrost, da raste 1000 rožic, ne 1, tako je tudi fino, da imamo 1000 jezikov, ker nas res bogati, ker je res pestro. In slovenščina je ena izmed takih lepših cvetlic, če lahko rečem. Je. Zdaj, ko si omenil dvojino, jaz moram povedati, da jaz sem se učila slovenščine, na tečajih tu na Hrvaškem. In prvič, ko sem se srečala z dvojino, ko so mi razlagali učiteljice, pa mi ni bilo najbolj jasno, ker sva bila mi dva s nekom, pa kolikrat sem štela, vedno so bile 3, mi dva in še ta tretja oseba. Zdaj pa razumem dvojino, tako da verjetno je študentom včasih tudi problem to razložiti. Ko že omenjam Hrvaško, mi vedno na Hrvaškem povezujemo, pripadniki slovenske manjšine, povezujemo slovenski jezik z identiteto. Kako je namreč to tvoje stališče, prav to jezik in identiteta, koliko je to pomembno in koliko slovenščina mogoče danes na Hrvaškem, predvsem pač, ko imaš stike s študenti, to identiteto več ni toliko pomembna, so mogoče nekateri drugi segmenti pomembni. Ja. To je pravzaprav staro vprašanje, kaj je tisto, kar tvori identiteto Slovencev. In nekako se vedno konča pravzaprav pri enem, in to je, da je naša res temeljna identiteta, tista ključna jezik. Kajti, če Slovenec gre drugam in sprejme drugi jezik, je ponavadi to edino sidro, ki ga je res držalo. Drugače recimo z Judi, ki jih lahko drži še vera in lahko govorijo nekaj globlje zgodovinske identitete in je vseeno, kateri jezik konec koncev govorijo. Slovenci smo zelo, zelo vezani na jezik. O tem se je pogovarjal recimo veliko tudi Oton Župančič tam med obema vojnama, ko je izpostavljal primer pisatelja Adamiča v ZDA in rekel, še vedno je slovenski pisatelj, tudi če piše v angleščini, torej v ZDA, vendar ni bilo tako zelo prepričljivo. Je en del, ampak konec koncev kulturno smo si recimo izjemno podobni skajkavci na Hrvaškem. Tisto, kar nas loči, je pravzaprav jezik kot jezik. Zato je tudi pomembno, da ga ohranimo, da ga širimo naprej, da ga govorimo tudi v najvišjih plasteh. Recimo ena od groženj trenutno, s katerim se slovenščina spopada, je, ali bo ta jezik še živel na najvišjih plasteh, recimo na univerzi. Če bomo univerze odprli z Evropsko unijo, za evropske študente, kar si seveda želimo, tudi za njihove profesore, ali se bo slovenščina torej razvijala tudi tam v, kot rečemo, špički njenih sporazumevalnih zmožnosti. To je ena izmed skrbi. Mogoče jo bo, ko se malo v šali, malo zares
rešili ti novodobni prevajalniki, ki bodo sproti prevajali in bo torej slovenščina tekla naprej. Mogoče bo tehnologija sama od sebe rešila ta zaplet, da bodo tuji študenti pri nas dobrodošli, samo pametni telefon bodo morali položiti na mizo in vklopiti prevajalnik, translator. Ja, to so zdaj novi izzivi, s katerima se srečujemo. No, kako imamo še nekaj vprašanj in čas kar beži, jaz zdaj predlagam pa, da pogledamo drugo izjavo naše študentke Dore. Oziroma poslušamo, odvisno od tehničnih zmožnosti. Tehnika se bo zadnje zelo potrudila, da bom probala dobiti. Ja. Moment. Pardon. Bomo poskusili preko YouTube kanala, če nam bo to pomagalo, da bomo Doro lahko tudi slišali v celoti. Hitrostjo. Eden od razlogov, zakaj se učim slovenskega jezika, je tudi, da se Slovenija ekonomsko in turistično razvija z nenormalno hitrostjo. In to je tudi eden od razlogov, zakaj mislim, da je slovenščina veliki jezik, je evropski jezik in mislim, če je znanje katerega koli dodatnega evropskega jezika velik korak v nadaljnjem napredku. In seveda se moramo še vedno učiti, koliko se naučimo jezika, mislim, da ga nikoli ne bomo v celoti obvladali kot svojega maternega jezika. In mislim, je učenje jezika korak v prihodnost zaradi tega, da je znanje velik korak v nadaljnjem napredku. Tako? Mislim, da je šlo zdaj tehnično, ne? Ja, videli smo. Odlično. In smo poslušali. Dora je med ostalim tudi poudarila, da je slovenščina velik jezik in da je evropski jezik. Me pa zanima, kakšna je raba slovenščine? Kakšen je položaj slovenskega jezika v Evropski uniji? Mi smo članice Evropske unije, tako da je slovenščina eden izmed uradnih jezikov Evropske unije in ga Slovenci torej lahko uporabljamo predvsem v uradnih inštitucijah. Predvsem mislim, da to Slovencem simbolno veliko pomeni, vsekakor več, kot je zmožnost same uporabe tega jezika. Je pa mislim, da je predvsem na simbolni ravni, a ne to izenačeni z drugimi evropskimi jeziki, da se tega mogoče še sami nismo prav verjeli tisto, kar nas potrjuje v tem, da je slovenščina v sporazumevalnem vidiku en zelo lep in velik jezik. Imam občutek, da se Slovenci jezikovno zelo prilagajajo. Tako da takoj, ko slišijo kakšnega turista, da se začnejo pogovarjati z njim v jeziku na primer turista. Ja, a je to problem? Je in ni pravzaprav, kot vsaka stvar, odvisno kako jo pogledamo. Mislim, da smo precej odvisni od neke geografske danosti. Jaz recimo živim v Ljubljani, kamorkoli se zapeljem, v katerokoli smer se zapeljem, sem v eni uri v drugi državi. In če gledamo zgodovinsko plat, potem tudi vemo, da je bila Slovenija poseljena pravzaprav z več narodi. V obali so živeli Italijani, na Kočevskem Nemci, Madžari na severu, Romi. Torej, že ko si stopil iz hiše, se je zaslišala tuja govorica. In nekako je vsejeno globoko v nas, da si vsaj dvojezičen hitro, če ne že trojezičen. Spomnim se svojih starih staršev in podobno, vsak je znal še kakšen jezik, pa nikoli niti v šole niso hodili. Tako da je večjezičnost nam nekako vseeno v gene
delamo tudi zaradi popolnoma preživetvenih razlogov, ker je bila jezik komunikacije. In hkrati je pa to v nas razvilo po svojo zelo prijazno uslužnost, nad katero se tujci že jezijo. Ne pravijo, saj pridem v Slovenijo, rad bi se naučil slovenščine, pa mi sploh ne pustijo. Takoj, ko spregovorim, takoj, ko se potrudim, me že nagovorijo o mojem jeziku. Mislim, da sploh ljudje z Hrvaške, Srbije, Bosne so navajeni, da jim ne pustimo, v narekovajih, da bi se naučili slovenščine, pa tudi drugi tujci. Ne morejo kar odločno reči, prosim, pusti me, da se naučim jezika. Torej, je nekje v nas ta večjezičnost, tudi mediji, lahko rečem, mi nimamo tako velikih medijev, da bi lahko sinkronizirali stvari. Jaz sem zelo presenečen, kadar grem v Italijo, Nemčijo in so vsi kanali ali v nemškem ali italijanskem jeziku. Skoraj brutalno se mi zdi, zato ker onemim, ko gledam kakšne kultne filme, ki jih poznam v originalu in jih zdaj spremljam v italijanščini ali nemščini. Slovenci smo vse skozi preko medijev soočeni s tujimi jeziki. Zelo malo, razen risank, to je obvezno, je sinhroniziranega. Če pa kdo sinhronizira odrasel film, se nam pa to zdi barbarsko skoraj. Ja, to sem hotela reči, da tudi na Hrvaškem je podobna situacija, tako da smo v stiku s tistimi, recimo, jeziki, na kateri so filmi, čeprav je to najbolj pogosto angleščina. Na določen način mi je to mogoče škoda, zato ker prav turisti, tujci, tisti, ki obiščejo Slovenijo, se ne morejo, težko pridejo v stik s slovenskim jezikom. In prav jaz sem tudi osebno imela par hecnih situacij, ko recimo so se meni prilagajali, čeprav sem se jaz tedaj intenzivno učila slovenščine, ampak so vsi bili toliko pridni in toliko so mi hoteli pomagati, ker so se probali spomniti tistega jezika, ki so se nekdaj učili v osnovni šoli. Glede, kako misliš, kakšna je prihodnost slovenskega jezika? Že si rekel, da je to velik jezik, rekel si, da jeziki izginjajo, da so govorci slovenščine zelo trmasti, da pač ohranjajo svoj jezik. Kakšna je prihodnost? V kavo danes zjutraj nisem pogledal, ampak bom samo povedal, kako zaznavam dva trenda, ki sta zelo močna. En je, lahko rečemo, bolj pesimističen, namreč vse bolj prevladuje ekonomska logika, tudi pri jeziku. Kaj je torej najceneje? In zdi se, kot da je najceneje, da bi počasi vsi prišli na en jezik. In pred leti je bila resna študija uglednega ekonomista, vladnega sodelavca, ki je izračunal, kakšne stroške imamo slovenščino in kako dobro bi bilo, če bi počasi, v generaciji ali dveh, počasi prišli na angleščino ali kateri drugi tuji jezik in bi ne več plačevali stroškov za prevajanje in podobno. To je recimo en trend, ampak mislim, da ni tako močen kot je drugi pozitivni trend, to je naraščajoča zavest o tem, kakšnega pomena je pestrost ali v ekologiji, torej v naravi, ali pa v jezikovni ekologiji, koliko lahko pridobimo, če smo si različni in če med seboj postavljamo mostove. Predvsej več, kot če smo si enaki in mostov ni. Mislim, da raste zavedanje o tem bogastvu, raste tudi zavedanje o tem, koliko izgubimo, če jezikovne pestrosti ne bo. Zato sem zelo optimističen, tudi glede torej slovenščine. Upam samo, da se ne bi tega zavedli prepozno, recimo kar nekaj jezikov na svetu, ki se ne zavedajo in ga skušajo obuditi, pa je potem to zelo težko. Upam, vsaj mislim, da je tale zavest naša že dovolj visoka, da smo lahko optimistični. Sicer jaz sem tisti trmasti govorc hrvaščine oziroma slovenščine, ko je kakšna mednarodna znanstvena konferenca, če obstaja možnost, vedno izberem ali slovenščino ali hrvaščino, nočem v angleščini. Nekaj predavati, sem prav tako trmasta. Sem, recimo, če je konferenca v hrvaščini in slovenščini, potem nastanejo določene težave, ker zamenjam jezike zelo hitro. Me pa zanima po tvoji oceni, kakšne so podobnosti med hrvaščino in slovenščino? A so one velike, a so majhne? In te podobnosti, ki sigurno obstajajo, koliko delajo težave
študentom slovenščine oziroma učencem slovenskega jezika na Hrvaškem? Se takoj vrnem k tvojemu vprašanju, samo še enega trenda sem se spomnil, ki ga spremljam v Sloveniji. Ko dajemo domače branje, torej knjige za branje, sem ugotovil, da je naša mlada generacija izjemno angleško pismena in da me skuša včasih celo pretentati, da berejo v angleščini. Žal ne vem, ali je to tudi v hrvaščini, ampak mora biti že pozoren. Tudi imen, recimo angleških, ne izgovarjajo več po slovensko, ne bodo rekli Washington, ali bodo rekli Washington, ali imena ne izgovarjajo več. Tako da to je pa še en trend, kjer moramo pa pravzaprav sami še na to upozoriti. Mogoče bi tista sinhronizacija filmov bila kar dobra potem, ne, v slovenščino pa v hrvaščino. Mogoče bi to, ampak dvomim, da bi to kupili, ne kot se reče. No, to je najbrž ena povezava. Drugače pa tukaj pa res ne vem, če sem pravi. Namreč sem rastel še v času Jugoslavije, kjer smo se hrvaščine oziroma srbo-hrvaščine, kot se je takrat reklo, naučili tako avtomatično, da med slovenščino in hrvaščino nismo videli velike razlike. Nekako je bil tudi naš materni jezik, ali pa kot bi rekli širši materni jezik. Gledali smo Smogovce in ostale hrvaške serije, ti najbrž poznaš, mimogrede smo se hrvaško naučili, tudi zato, ker smo brali stripe. Od Alana Forda, Zagora in postalo je bilo vse v hrvaščini. Tisto, kar pa je zanimivo in se včasih nasmejemo tudi pri študentih, pa so tako imenovani lažni prijatelji. Če si truden v hrvaščini, je to nekaj popolnoma drugega, kot če si truden v Sloveniji. Sam bi te tu prekinila, ker vem, da je tudi nekaj študentov iz Hrvaške, ki niso najbolj doma s slovenščino, pa bi rekla truden, znači, znate šta to znači, truden v slovenskem jeziku znači, da je človek umoran. Meni pa je bilo zelo hecno ta zahod in zahod, ker je razlika samo v naglasu, je pa popolnoma drugačno značenje. Je pa zanimivo tudi, da nekatere besede so iz hrvaščine prišle v slovenščino, pa imajo drugačen pomen. Recimo, ena taka beseda, pred katero posvarim študente, če boste spoznali kakšnega lepega Slovenca na hrvaški obali ali lepo Slovenko in jo vprašali, ali se zvečer lahko dobimo, se lahko srečava, in bo ona rekla valjda, ali on bo rekel valjda, kaj zdaj to pomeni? V hrvaščini pomeni mogoče, v tem smislu možda, če prav razumem. V slovenščini pa pomeni gotovo, sigurno. In tako, da če bojo Hrvate v strahu spraševali, a prideš ali ne prideš, ne vejo. V slovenščini valjda pomeni gotovo. Torej, vi, ki obiskujete hrvaško obalo ali se srečujete s hrvaškimi smučarji, zapamtite to. To je pomembno. In še kar nekaj, recimo ena beseda, ki je zelo zanimiva, je ful. Beseda ful je prišla iz angleščine, ampak ni prišla iz angleščine v slovenščino, ampak je prišla, pozor, iz reke v slovenščino. Tako da zdaj pomeni nekaj drugega kot v angleščini. Je bliže recimo puno. Ni pa polno, kot je v angleščini. In to je zopet neka taka zanimiva jezikovna povezava. Torej, beseda ful je hrvaški anglizem, bi lahko rekli. Torej, beseda... In takih zgodb bi seveda lahko pripovedoval še naprej. Čas pa nam kar hitro beži. Tako je. Tako da zdaj predlagam, da poslušamo še izjavo tretje študentke, Lorene, ki nam bo povedala tudi nekaj o podobnosti slovenskega in hrvaškega jezika, potem pa se vrnemo nazaj. Ne vem, zakaj, vsakič se moram na novo najdeti. Je v redu. Ne bova samo mi dva kriva, da kakšno minuto smo podaljšali pogovor. Moje ime je Lorena Helman in prihajam iz Hrvaške. Sem študentka 5. letnika diplomskega študija germanistike in južnoslovanskih jezikov, kaj pomeni, da študiram nemščino, makedonščino in slovenščino v Zagrebu. Zakaj slovenščina? Jeziki so že od nekdaj in so že zdaj moja velika strast. Zato sem se po končani jezikovni gimnaziji odločila svoje šolanje nadaljevati prav v tej smeri. Kaj me je spodbudilo v takšni odločitvi?
na to vprašanje in sama ne poznam odgovora, ker se je to zgodilo naenkrat in povsem spontano. Čeprav sem od majhnih nog v stiku s slovenščino, ker živim blizu državne meje s Slovenijo in imam veliko sorodnikov in prijateljev v tej državi, si nikoli nisem mislila, da bom na koncu študirala ta jezik. In ko sem leta 2016 upisala slovenščino, sem imela veliko težav s ta jezik, najdbe z dvojino in številnimi končnicami v različnih sklonih. Tudi sem menila, da jih imam in da jih imam zdaj. Zelo sem se mučila in nisem imela volje do učenja, ampak sem se naenkrat se je vse spremenilo in vse je prišlo na svoje mesto. Od tistega trenutka zares uživam v slovenščini in si lahko predstavljam svojo prihodnost s slovenščino, čeprav mi tu in tam nekatere izjeme povzročajo težave in si želim v prihodnosti delati slovenščino, tudi kot s nemščino v eni šoli, srednji šoli ali osnovni šoli ali šoli tujih jezikov. No, ni edina Lorena, oziroma nisem jaz edina, ki so se mučili z dvojino ali s kakšnimi naglasi. Vidimo, da je Lorena očitno zelo nadarjena za jezike. Se je rekla, da uči oziroma govori makedonščino, nemščino, slovenščino. Kako je pa s Slovenci oziroma z govorom slovenščine? Že smo slišali, da številni otroci so dvojezični prav zaradi tudi situacije in geografskega položaja Slovenije. Zasledila pa sem, da je francoščina zelo popularna v Sloveniji. Na Hrvaškem temu ni tako. Ja, morda je popularnejša kot na Hrvaškem, ampak če delamo vrstni red tujih jezikov, je na prvem mestu seveda angleščina. Na obali, torej na zahodu, je na drugem mestu ali pa tudi na prvem italijanščina. V tem predelu Kočevske, to je ta južni del Slovenije, srednji del, pa zaradi tradicije tudi nemščina, precej močen jezik. Šele potem bi lahko rekli, da pride na vrsto francoščina. Je pa v zadnjem času izmed romanskih jezikov zelo popularna tudi španščina in tudi močni so ti klasični oddelki, filološki, torej latinščina in stara grščina. Je pa torej ta povezava s francoščino močna še od ilirskih provinc naprej, je francoščina kar. Kaj pa hrvaščina? A se otroci učijo hrvaščine? To je pa nekaj, kar opažamo v zadnjih letih in nas po svoji našo generacijo malce žalosti. Ko smo mi prišli na Hrvaško, smo se zelo hitro učili te hrvaščine, sladoled in ostale smo kar hitro usvojili. Današnja generacija pa opažamo, da se pogovarjajo v angleščini. Torej tisto, kar smo prej svarili, pred lažnimi prijatelji, smo mogoče pretiravali. Še enega prijatelja sem videl, je Eva predlagala, da me je spomnila zgodan. Če si zgodna, če bojo kakšen hrvaški fant rekel dekletu zgodna si, ga mogoče narobe razumela, ne pomeni lepa v slovenščini, luškana, ampak pomeni, da je rana, da je rano došla, da je zgodaj prišla. Tako da do teh zapletov po vsej verjetnosti ne bo več toliko prihajalo, ker je zdaj jezik, s katerim vzpostavljajo mostove angleščina. To mene pogosto vprašajo, zakaj se vi tam dol na Hrvaškem pravite, da ne razumete Slovence? Oziroma mene sprašujejo na Hrvaškem, zakaj se Slovenci pravijo, da ne razumejo Hrvate, saj so se učili srbohrvaščine. Ampak dejansko te mlajše generacije lažje razumejo nekoga iz Nemčije, ali kdo govori angleški, kot pa tistega prvega soseda. Na Hrvaškem so zelo tako starši nadobudni, recimo, oziroma motivirani, da otrok začne čim prej učiti čim več jezikov. Kako je to v Sloveniji? Kako je z učenjem tujih jezikov? Mislim, da je v Sloveniji podobno. V osnovni šoli se premika učenje tujih jezikov proti prvemu razredu, kar je po eni strani logično, kajti govorni aparat in naš živčevje je pripravljeno za učenje jezika intenzivno v otroštvu. Opaža recimo študije tudi močno povezavo med tem, koliko jezikov znamo in kako kreativni oziroma kako
kako se lahko lotevamo na intelektualni ravni nalog. Več jezikov, kot imamo, bolj smo sposobni iskati kreativne rešitve. Ko so preučevali recimo Nobelove nagrade, so ugotovili, da je največ Nobelovih nagrad imajo narodi oziroma ljudje, ki se soočeni z večjezičnostjo. Recimo Judje, kjer je težka je večjezičnost, ker prihajajo iz popolnoma drugega jezikovnega okolja in se srečujejo z res zahtevnimi jeziki. Madžari so recimo imeli veliko Nobelovih nagrad in to v času, ko so bili na Avstro-Ogrskem, ko so se morali kot Ugrofinci učiti nemščine, kar je zelo velika razlika v težavnosti. Tako da bi rekli, iz dveh razlogov je mogoče pomembno, da se učimo tujih jezikov že v bolj zgodnjem otroštvu. Eno je, torej, da se intelektualno, kreativno zelo razvijamo, da to spodbudi naše možgane. Drugič je, da so naši možgani in govorni aparat na to pripravljeni. Jaz sem pred leti opazil makedonsko družino, ki je prišla na našo šolo in je bila tako osnovnošolka. Se je v enem mesecu naučila slovenščino tako, da je govorila ljubljanščino, tekoče. Sploh je ne bi prepoznali, da ni Slovenka. Srednješolka se je kar mučila nekaj časa in sicer je znala tekoče govoriti slovensko, ampak smo slišali njen L ali nekaj takih malih drobnih jezikovnih napakic. Starši pa nikoli nismo spregovorili v slovenščini, ampak smo si pomagali s hrvaščino, slovenščino, makedonščino ali celo angleščino. To pomeni, da dlje kot čakamo, teže bomo na glasoslovni ravni usvojili tuji jezik, zato je pomembno, da se učimo zgodaj. Hkrati, to je pa treba paziti, da pa otroka ne obremenimo. Treba je pošteno razmisliti, koliko otrok zmore, koliko je tega, da ga ne naložimo preveč, ker otrok pa ima pravico do neke igre v teh letih. Da bi bil otrok čim dlje časa. Tako. No, gremo proti koncu in zdaj imam dva res težka vprašanja. Prvo vprašanje, ali je lahko spomnimo dvojino, težki vprašanje. Ja, še vedno imam težave z dvojino, hvala. Ne, lepo, hvala, da si me opozoril, si bom zapomnila. Prvo vprašanje, ali je slovenščina težek jezik? Odvisno od kod gledamo. Zame je, bom rekel, lahek jezik, zelo lep jezik, hkrati pa za tujce, ampak je pa težek, ampak pravzaprav ne vem, kateri jezik nima česa težkega. Slovenščina je lahek jezik, če gledamo moški, ženski in srednji spol in ga primerjamo z nemščino, recimo. Kako lahek jezik je recimo v primerjavi z nemščino. Lahek jezik je, če gledamo skladno in ne primerjamo z angleščino. Tudi angleščina ima precej težjo skladno. Skloni seveda se malce težje učijo, ampak tudi tu veljajo neka pravila, so tudi izjeme, ampak se da kar hitro naučiti. Ampak dvojina, to je katastrofa. Ja, ampak če lahko omenim recimo pesnika Kajuha, to je pesnik, ki je pesnil med drugo svetovno vojno in ima en lep vers, ki ga Slovenci skoraj vsi poznamo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Ob tem času. Bosa pojdiva dekle, tako pravi. In zdaj, če to skušamo prevesti v katerikoli drugi jezik, se sliši kot bosi pojdimo, se sliši kot da gre cel bataljon. Če pa reče v dvojini, je pa takoj avtomatično vzpostavljeno to ljubeče razmerje. In to je, ne vem, jaz, kadarkoli sem videl prevod, sem rekel, ne, dvojine ne moreš prevesti. Težko. Zato mogoče bolj vztrajamo pri tem, pa smo bolj taki popadljivi, torej tudi upozorimo, če le moremo. Je pa res, da če kdo želi živeti v Sloveniji in se ne more naučiti dvojine, imam praktičen nasvet zanj, ne se preseli na obmorje, na Primorsko. Oni ne uporabljajo dvojine. Ja, to sem videla. In so zadovoljni, tako da ne bo nič hudega, če boš šla na Primorsko. Prav, torej v Koper se bo mogla preseliti. Boš med svojimi. Zdaj pa ta zadnje vprašanje za vse tiste, ki mogoče bojo enkrat, mogoče študirajo ali bojo študirali, mogoče se učijo ali že učijo slovenščine, ene spodbudne besede. Kaj bi jim povedal? Da ne obupajo, ko pridejo na to prvo dvojino. Mogoče bi šel iz dveh izkušenj, ki jih imam. Ena je moja izkušnja študenta. Ko sem študiral v Ljubljani na Filozofski fakulteti, sem imel kar nekaj
zelo dobrih prijateljev iz Hrvaške. V glavnem prihajajo iz Istre, reke Kvarnerja, kar je po svoje bilo takrat logično. Se je bilo skoraj bliže, kot če bi šli v Zagreb, če so recimo šli z vlakom. Zelo hitro so se ujeli, samo ena past je, da večina jih je potem v Sloveniji ostala. Če vedno je ta past. Ja, to dobro razmislite, ker jim je bilo, so se zaljubili, so vzljubili Ljubljano, fino so se imeli, tukaj so službo dobili. Mogoče so bili starši razočarani, no? Vem, da so včasih zahtevali, da se vrnejo, ampak spet pa nismo tako daleč. Ta zelena Ljubljana. Ja, kot je poudarila tudi ena študentka, ekonomski razlog je pomemben razlog, zaradi katerega imamo mogoče veliko študentov in v Zadru in na Reki. Mnogi tudi odhajajo potem v Slovenijo, se vpišejo na slovenščino ali verjamem, da tudi v Zagrebu in potem študirajo naprej na naši univerzi. Naše univerze, fakultete so zelo odprte. Konec koncev lahko povem tudi eno tako podrobnost. Michael Moore, ko je snemal ta film, Kje v svetu je kaj najboljše, je glede fakultet prišel v Slovenijo. Vem. So brezplačne, imajo študentske bone, precej poceni. To smo gledali, to emisijo. In še ena zanimivost, leta 2018 je na Univerzi v Ljubljani bilo 500 študentov iz Hrvaške. Evo. No. Ja. Tako da so več kot dobrodošli, torej je en boljših univerzitetnih sistemov na svetu, en bolj prijaznih in ne poznam nobenega Hrvata, ki bi obupal, po prvem letu kar tako, če je ga zaradi motožja, ne pa zato, ker bi bila slovenščina pretežka. Še danes jih srečujem, ko smo vsi že malce starejši, kako se sprehajajo z družinami po Ljubljani. Zdijo se zadovoljni, no? Toliko reklame lahko naredi. Dobro, dost, ker potem bojo vsi pobegnili v Slovenijo, ne? Pa več ne bo tu študentov. Zelo radi jih imamo tukaj. No, jaz sem zdaj tiste vprašanja, ki smo jih pripravili, oziroma ki sem jih pripravila, sem jih zdaj kar sem te vprašala. Imam še določene ideje, ampak to bova midva enkrat, ko prideš na Reko, na kavo ali ko jaz pridem v Ljubljano, da zdaj preveč tu ne filozofirava. Sigurno pa nekdo od naših, ki so nas spremljali, udeležencev, ima ali kakšen komentar ali kakšno vprašanje, tako da evo te prepuščam zdaj Vesni, hvala. Samo eno majhno podrobnost ja rečem. Zelo lepi komentarji so se skozi vrstijo, jih spremljam in se zahvaljujem, tako so lepi. Nekaj komentarjev sem pisala jaz zraven, ker so bili res čudoviti. Lepo vaju je bilo poslušati in meni najljubši je zagotovo ta, da ima slovenščino živo dvojino, da je to jezik, ki ve, kako je bivati v dvoje, se ljubiti v dvoje, čudovito. In imamo kar nekaj komentarjev in nekaj vprašanj, pa bi šli mogoče čez. Če kdorkoli od udeležencev bi se rad vklopil v debato, kakršnokoli vprašanje, misel ali karkoli, seveda smo zato tukaj, da smo skupaj. In sicer nekdo je komentiral, ena moja najljubša zgodba s slovenščino, ko sem bil v Ljubljani na SSJK, sem študent slovenistike in rusistike, imel sem cimra iz Trsta, spoznal je eno Poljakinjo, oba sta bila Kroatiste, se pravi, sta govorila hrvaško in zato, ker ste se spoznali v Ljubljani, ste se pogovarjala slovensko in hrvaško, ne pa angleško. To je bilo meni zelo lepo. In potem Karel Destovnik, bosa pojdiva dekle obsorej, zares čudovit citat, ki smo ga danes imeli. Glede dvojine sem iz Ilirske Bistrice, ker v premorskem narečju zelo na radi uporabljamo dvojino v pogovoru, potrjuje to dejstvo, da je to čisto zares. Ja, še bliže, še zmeraj. Tudi jaz imam zdaj enega dijaka, zadnjega letnika gimnazije, ki želi študirati v Sloveniji. Nekdo je tudi napisal, hvala gospodu Lahu, zelo lepo ga je bilo poslušati, zelo lepo vaju je bilo poslušati. In imamo še eno vprašanje. Hvala za izredno zanimiv in informativen pogovor, kakor zamejci lahko gojimo odnos do maternega jezika slovenščine, glede na to, da mnogi bolj obvladamo jezik okolice. Kako zamejci lahko gojimo odnos do maternega jezika slovenščine, glede na to, da mnogi bolj obvladamo jezik okolice, se pravi, ne? Mogoče kakšen kot komentar. Vprašanje, ne? Tako, ja. Jaz, rekel, mogoče na srečo, no, te izkušnje nimam. Zame je slovenščina izjemno
močna in jo dobro obvladam in si predstavljam, kako zahtevna situacija je to lahko za zamejce. Prvo, kar lahko povem, je, da ena stvar, s katero bi morali mi Slovenci pomagati, je, da bolj samozavestno nastopamo tudi v teh zamejskih krajih. Nikoli ne bom pozabil očeta mojega dekleta, ko smo bili še tam okrog razpada Jugoslavije, ko je hodil na Koroško in v zamejsko tudi v Italijo, kako je govoril slovensko samozavestno, ko je prišel v trgovine, ko je prišel v gostilne, je vedno lepo vprašal, govorite slovensko? In če so rekli ne, je rekel hvala lepa in se obrnil in je poiskal drugo trgovino. To je bil njegov tak individualni mali boj za slovenščino. Spomnim se tudi, da so koroški Slovenci takrat stali na meji z napisi, prosim, na Koroškem govorite slovensko, če je le mogoče, a ne podprite nas. Verjamem, da lahko mi kot matica nekaj storimo, hkrati pa pri tem vprašanju povem gospodu, da bomo mi tudi smo presrečni za vsako slovensko besedo, ko se vozimo in jo vidimo, za vsako slovensko besedo, ko z nekom spregovorimo. Ne verjame, da je vsako ohranjanje slovenščine nas osrečuje, nekaj domačega dela med vsemi tistimi cestami in drevesi, ko se vozimo in slišimo to slovensko besedo. Tako strašno rad kolesarim, recimo prav po tej zamejski Sloveniji, prav zaradi takih lepih utrinkov. Tako da, če jim to da neko motivacijo, upam, da jih drži. Vem pa, da je to zahtevna naloga. Ker torej slovenščina kot materni jezik izgine iz tistega, kar smo rekli, iz sanj, iz tega, kar se je mogoče Milanu Kunderi zgodilo, da sicer govori češko, ampak ni pa več te čarobnosti, ki jo skuša preliti v knjige. Tako da upam, da bo vztrajal. Naj ve, da nekaterim tukaj zelo veliko pomeni vsaka beseda, ki je tam še vztraja. Del tega, da ohranjamo slovenski jezik, je pravzaprav tudi projekt Maj, ker nam je skupno to, da se radi družimo in da vsi govorimo slovensko. In zato vedno iščemo neke priložnosti, ali Slovence, ki so uspeli v tujini, ali danes z vami o slovenskem jeziku. Tako da smo samozavestni, da še naprej peljemo projekt Maj tudi v naslednje leta, kljub vsemu, da so situacije zdaj malo izjemne, kakorkoli. Ampak odlično je bilo. A ima mogoče še kakšen komentar, a bi mogoče še kdo karkoli dodal? Če ne smo že 1 uro skupaj, pa bi lahko bili še kar nekaj časa, ne? Barbara? Ja, to je kar. Meni so rekli, da ne smem preveč govoriti, tako da jaz se bom danes malo ustavila. Hvala za to priložnost. Meni je vedno lepo, ko sem v vaši družbi, tako da zahvaljujem se tudi Klemenu in zahvaljujem se tudi to, kar počne med Slovenci na Hrvaškem. To nam veliko pomeni. Ja, bi pa mogoče še eno idejo, ker je Eva tudi tam predlagala, se zelo strinjam. Ko grem na reko, navezujem se na tisto prejšnjo vprašanje. Mislim, kakšno veselje, ko vidim to slovensko skupnost, ki skupaj sodeluje. In vsak je zelo dragocen član, tako da kdorkoli se bo priključil, pa to skupnost obogatil, bo veliko prinesel. Tako da, če je možno, da se skupaj povežejo, skupaj ustvarjajo. Na reki je, jaz moram reči, to je neverjetno pestra kulturna dejavnost, že imamo manjše stike drugod, ampak tam sem bil res krepko presenečen, ko sem videl, kako živo delujejo reški Slovenci in Slovenke. To je še ena možnost. Mi smo v bistvu bi septembra mogli biti na reki, je tako, Barbara? Vsi bi se mogli družiti na reki in se imeti... Bomo naslednje leto. Naslednje leto, maj 2021. Katarina je še napisala, spoštovani gospod Lah, ušitek vas je bilo poslušati, da bi koroški Slovenci sanjali slovensko še naprej. Na naslednjih 100 let. Super, Katarina. Felix se nam je še pridružil za zaključek. Dejansko, gospod Lah, hvala lepa. Enkratno hvala tudi Barbara, bila si odlična moderatorka. Hvala. In dejansko se iz teh dejansko strokovnih, fundamentiranih in emocionalnih izjavah, ki nam jih je dal dr. Lah, vsi lahko učimo in na tem gradimo. In potem imamo še en komentar, čudovit. Vsem, ki me vprašajo, če je slovenski jezik težak, jim rečem, da ni. Ker sem se ga naučila v 2 mesecih. Zelo sem vesela, ker ga govorim že 2 leti in ker imam možnost študirati v tem jeziku. Najlepša hvala za lepo predavanje. Hvala. Odlično. Nažalost moramo zaključiti, ampak meni je že polno idej, se mi je porajalo.
da pridemo na reko in se tam srečamo in se usedemo ob morje in govorimo slovensko. Idej je mnogo in samo upajmo, da korono čim prej premagamo, da bo to tudi možno vse izvesti, ne. Še malo. Še malo. Torej, dragi vsi, draga Barbara, dragi gospod Klemen, Lah, Felix, bodite zdravi, dragi udeleženci, bodite zdravi, čuvajte se, pazite nase, pazite na druge. Vidimo se na zaključni prireditvi maj 2020 in sicer planirano imamo 20. novembra. Pripravljamo eno presenečenje, pripravljamo program. Letoč bomo zaključili online, ampak tudi tako je v redu, se vsaj vidimo. Hvala vsem za številčno udeležbo in se res vidimo kmalu. Srečno zaključujem ta naš webinar. Hvala. Hvala lepa. Nasvidenje.